Razmere glede novega koronavirusa na širšem slovenjebistriškem območju se nekoliko umirjajo. Več o tem ter o tem, kako poteka množično testiranje in o začetku cepljenja nam je povedala magistra Urška Sedmak, direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Trenutne razmere v občini Slovenska Bistrica, moram reči, da ugotavljamo, da se zadeve umirjajo. Število odvzetih brisov dnevno pada. Če smo prej delali med 100 in 150 brisi na dan, je danes ta številka nižja, med 40 in 60 brisi odvzamemo. Odstotek pozitivnih je začel tudi minimalno padati, po odstotek na dan pada, ampak je še vedno med 40 in 50 odstotki pozitivnih. Vsak dan opravljamo tudi množično testiranje. Od 14. do 16. ure lahko pridejo vsi, ki se želijo testirati v drive-in točko, se jim odvzame bris in po 15 minutah dobijo sporočilo na številko mobitela o rezultatu testiranja. Pričeli smo tudi z cepljenjem vseh, ki so zainteresirani za cepljenje proti COVID-19. 27. 12. lansko leto smo cepili dom upokojencev v Poljčanah. Vse stanovalce, ki so bili kandidati za cepljenje, naslednji dan tudi dom upokojencev v Slovenski Bistrici. Cepili smo tudi zaposlene, ki so izkazali interes za cepljenje. 5. januarja smo potem dobili cepivo za zaposlene zdravstvene delavce. Vsi, ki so se želeli cepiti, smo jih cepili. Nekaj cepiva je ostalo in smo ga namenili starejšim od 80 let. Danes pa začnemo cepiti vse, ki so še ostali na seznamih nad 80 let in so se prijavili pri osebnih izbranih zdravnikih ter koncesionarjih. Tako da upamo, da bomo pocepili vse, ki so izkazali interes v teh 3 dneh. In kakšno je zanimanje za cepljenje? Moram reči, da zanimanje za cepljenje je tudi med zaposlenimi. Prav tako je cepljenje starejši od 80 let v občini Slovenska Bistrica je teh kandidatov med 200 in 240. Tako da odmerke cepiva, ki smo jih za to namenili, bomo tudi za to porabili. Vseeno bi pa prosila, da ljudje še naprej upoštevajo pravila. Epidemija je še vedno med nami, potrebno je upoštevati varnostno razdaljo, nošenje mask in nekako zaupati vseeno stroki, da bomo lahko epidemijo premagali.